Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Živijo, sem Pero Lošin in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Danes imamo noč na svoji strani. Angel varuh naj ubrani. Luna si je govoril, zdajle bije polnoči, zdajle mejta se lepo, jutri več ne veš, kaj bo, jutri več ne veš, kaj bo. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Danes sva ostala sama. Samo zvezde so še z nama. Donese še stisnjen kmen, kaj bo jutri, je vseeno. Danes smejva se lepo, jutri več ne veš, kaj bo, jutri več ne veš, kaj bo. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Zato zdaj me objem, za 100 let naprej. Ja, zdaj me objem, za 100 let naprej. Peter Lošin v drugi polovici leta načrtuje izid novega albuma, naslovljenega za 100 let naprej. Predtem poletje pozdravlja z istoimenskim singlom. Pozdravljam vas tudi Boštjan, ki vam predstavim. Nekaj sveže glasbe. Step by step together, let your heart remember. Se ne pišem rad o sebi, ker komentiram družbo. Samo to ti je za vas, ki Facebook jemljete za službo. Hammond Tribute to Love, Harpier, Šesti in Mehanika. GPT, daj mi povej. 2000 let kriči v solzah. Živim zmeraj v redu. Čez nekaj trenutkov. Vraževerje, ki so predstavili debitanski album Folklorni ritualizem, tam je tudi Marija, o njej so o predstavitvi albuma v oddaji Radioaktivno povedali. Marija govori o brezmadežnosti
na eni strani, na drugi strani pa neki živalskem nagonu, ki ga imamo vsi in v bistvu predstavlja neko trenje med tema dvema energijama. In na eni strani Marija, bom rekel, na drugi strani imamo pa v bendu tudi vse druge elemente, kot so smrt, angel, trpeči človek. Mi smo Vraževerje in poslušate Radio Aktivno. Fuj, fuj, fuj! Jaz prihajam iz magije, ti prihajaš iz magije, jaz in ti. In magija. Vsak premik je magija, vsak dotik je magija in poljub. Ko te ščipnem je magija, ko te zgrabim je magija, ko zakriči Madonna Maria. Ko me grizeš je magija, ko me lasaš je magija, ko me Maria. Prihaja iz magije, vse odhaja v magijo, vsak trenutek je magija. Ti si magija. O Marija, pomagaj. Radio Aktivno. Feels like I'm falling down. This world
Hannah Mancini s pesmijo Step by Step, nežno solovsko skladbo, ki popolnoma ujame bistvo poletja. Malo z nami. Hum and Tribute to Love, ki se ljubijo z GPT-jem. Glasbeni gost. Hum and Tribute to Love, Hamo, zdravo. Zdravo, zdravo, Stjan. Ko slišim, ste zelo aktivni, tudi odrsko. Ja, poletje, tako kot zdaj že kar nekaj let. Nov single, kar nekaj, 8 koncertov nas še čaka, tako da ni nam dolg čas. Malo nam je vroče, ampak to je v redu, ker je poletje. Ne jamrej, išči rešitve. Tako, ja. Z Big Bandom RTV Slovenija že vodite? Ja, eno vajo smo imeli probno in moram pohvaliti, da se to sliši zelo dobro. Skratka, v Križankah bomo imeli konec avgusta, 28. Se pravi, kaj pa vem, Greatest Hits, pa kar nekaj novih komadov z Big Bandom RTV Slovenija in se pravi, probna vaja, ki je bila, jaz nisem mogel verjeti, kako dobro te fante igrajo, tako da smo šli kar vaditi. Vi? Mi, ja, ker so oni pač prav ritem sekcija naša, oziroma pač kompleten band in so se oni sam zraven predstavili in iz prvega tejka so komadi zveneli tako da imamo mogoče mi malo dela sami s sabo. So le profesionalci, ne. Ja, proti amaterjem. Ja. Je pa tudi nekaj časa za ustvarjanje, kajti tu je nova AGPT, daj mi povej. Ja, to je pa zdaj v bistvu en tak napovednik novega albuma, ki bo šel drugo leto z bandom praznujemo že 20 let, tako da nekako smo se prcnili v riti in rekli, da bomo narediti en album ob tej priložnosti in med vas pošiljamo prvi komad tega albuma, debato z umetno inteligenco. Ja, ker ste band ljubezni, potem raziskujete njegovo oziroma njeno ljubezensko življenje, odvisno kako vzamemo umetno inteligenco, on ali ona. Ja, jaz zdaj, ker sem se direktno na ChatGPT referiral, sem mu dal moški spor, ne, čeprav je pa umetna inteligenca pa punca, ampak ko sem recimo GPT-ja spraševal, kaj je, mi ni znal odgovoriti. Je rekel, da sem lahko za njega kar hočem. Se počutil, da sem mogoče kakšni drugi ustanovi v javni hiši ali kaj. Zanimivo je to, da je Američan pa ni vedel določiti spola. Zanimivo, ja. Ja, v bistvu, ideja je bila, da se pravi opazujem mojo hči, pa mlajše punce in fante, kako se z umetno inteligenco pogovarjajo o marsičem, ne. Se pravi, sprašujejo o ljubezenskih nasvetih, o astrologiji in tako naprej. In meni to mečken hecam, se ljudje raje med sabo pogovarjati, ker bo več možnosti, da bo kakšna ljubezen ratala, kot če se z virtualnim pomočnikom mente. Ne. Mene je pa zanimalo, kako se pa umetna inteligenca počuti ob tem, ko cele dneve dela za nas, ne, in odgovarja na takšna in drugačna vprašanja. A ima mogoče kakšnega fanta ali pa punca? Bizarna predstava in pač sem v tem komad naredil. No. V bistvu je pa bistvo tega, da če nimaš nikogar ob sebi, sam še delaš pol cele dneve in to je brez veze. Ne. Glede na take komunikacije bo tudi umetna inteligenca razvila čustva. Ja, jaz to sicer dvomam, ampak mogoče pa, ne. Mislim, zagotovo zna interpretirati neka čustva, ki jih je pobrala od nas, ne vem pa, če bo razvila svoja. Ampak deva upati, da jih ne bo. No. Ste pa skladbo nadgradili tudi s humorno video podobo, kjer pa GPT pomaga. Ja, mislim, pomaga ali pa ne pomaga. Ne. Z Martinom Draxlerjem, ki je režiral spot, so nekako zgodbo zastavila tako, da sedimo v neki čakalnici in seveda bulimo vsako svoj telefon. Se ne komuniciramo med sabo in hodimo v neko sobo superračunalnik oziroma GPT spraševati po ljubezenskih nasvetih. Ne. In nekako se pol na koncu izkaže, da je ljubezen možna samo v tem primeru, ko elektrike zmanjka, ko nam crknejo telefoni, takrat jaz zagledam eno punco v čakalnici in se te iskrice recimo da preskočijo. Tako da nekako mečken smo hoteli osvetliti ta
modern čas, da mogoče malo preveč gledamo v ekrane, pa malo premalo okoli sebe, ker se dogaja okoli nas. Ja, in res se dogaja in Hamo vidim, da ti je dolg čas, zato se podaja še na gledališke odre. Ja, ne vem, če mi je glih dolg čas, to me je pa brat pripričal, ker počas zaključuje svojo predstavo, mislim, da je že 60 po vrsti notranji per in je rekel, da je nekaj skupaj narediti po 30 letih. Predstavo dramsko, jaz imam blazno tremo, ker bom mogel ogromnega teksta znati. Ampak zaenkrat scenarij obeta, zadeva je zabavna. Po 30 letih bo spet nekaj špilala skupaj, tako da se veselim, tudi malo muzike bo not. In 2. oktobra ima premiero, tako da do takrat bom zelo nervozen, ker to jaz pa v tej vlogi še nisem bil. No, do takrat se boš naučil vsega besedila. Ja, iz tvojih ust božja ušesa. Bodo pa sedaj ušesa poslušalce zaslišala tudi vašo skladbo, zato Hamo, dej mi povej. Drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Prlek, poslušali boste naš novi singl novega albuma, ki prihaja, Hamo in Tribute to Love, AGPT, dej mi povej. Čujo, moje ime je Hamo, poslušate Radio Aktivno. AGPT, daj mi povej, a tebi je ta tvoj life okej? A nisi tisti, ki vse zna? Zakaj osamljenega srca? Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan, a ni brez veze, če si sam. AGPT, daj mi povej, a imaš kako punco ali si frej? Sej vem, da krasen imaš možgan, a ni brez veze, če si sam. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan, a ni brez veze, če si sam. AGPT, daj mi povej, stari za Alekso imela kaj? Ti psi, ki si rizate mam, a ni brez veze, če si sam. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan, a ni brez veze. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan. Če se ne ljubiš, če se ne ljubiš, samo še delaš dnevo dan, a ni brez veze, če si sam. Zdravo, z vami Jadranka Juras in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Zakaj ne preženeš
zakaj si še z menoj, moj jezik je kot kača, ki ne neha sikati. Zato, ker zabavaš me, ko se jeziš, pogreješ me, ker moj si plašč, ko je zunaj mraz in nočem sleči te. Skupaj skozi dneve, skupaj skozi noč, skupaj čez prepreke, skupaj rastemo. Mogoče je kliše in sva pač lahko predvidljiva, a kaj ko se poznava, kot dva črna vrana. In skupaj zdaj sediva, in skupaj poletiva, in koga ujeziva, zakrakava v pozdrav. Tareva reke, za vse trde grehe, dušo zreva si skozi žametne oči. Sva sprejela se, tako sva se navadila poti nazaj. Že dolgo več nisva le vrana dva, ki čakata. Lepo pokramljala sva, lepo da sva se srečala, ta žica nudi lep razgled za vrana dva, ki čakata. Skupaj skozi dneve, skupaj skozi noč, skupaj čez prepreke, skupaj rastemo. Mogoče je kliše in sva pač lahko predvidljiva, a kaj ko se poznava, kot dva črna vrana. In skupaj zdaj sediva, in skupaj poletiva, in koga ujeziva, zakrakava v pozdrav. Tareva reke, za vse trde grehe, dušo zreva si skozi žametne oči. Jadranka Juras in Saša Tabaković sta združila moči v skladbi Dva črna vrana. Gre za prvo pesem z istoimenskega albuma Jadranke Juras. Dva črna vrana prinaša zabaven in igriv pogled na ljubezen skozi oči dveh vran, ki sedita na žici in klepetata kot stara zakonca. V nadaljevanju Nas v 2000 let pelejo harpije. glasbeni gost.
Harpier, Matija, zdravo. Lep pozdrav. Nadaljujete ustvarjalno, tukaj je namreč zmagovalna skladba. Ja, in zelo smo bili presenečeni in presrečni, da je bilo temu tako. Prijavili smo se na Radio SC Standouts in tukaj je rezultat. In tukaj je 2000 let. Tako je. Pa niste 2000 let ustvarjali skladbe? Je bilo malo manj, ampak ja, bolj kot ne je ta 2000 let neko daljše obdobje modernega človeštva, ki se ukvarja z dosti istimi težavami, kot so pregorelost, iskanje samega sebe, ko probaš iz neke rutine ven uiti, pa ti to mogoče ne uspe. Take znane stvari vsem. Ko gradiš stoletja in stoletja, potem pa lahko v enem dnevu porušiš. Tudi to je res. Ali ni to neke vrste Sizifovo delo? Je res, Sizifovo delo in neke vrste ironija. Je tako tudi v glasbi? Ja, upamo, da ne, ampak sigurno se je že pokazalo na kakšnem primeru iz tujine. Definitivno ni enostavno, ampak mi ustvarjamo naprej, single po single, kjer nam tako veleva današnja glasbena industrija, in single po single počasi do albuma. Video ima tudi skladba, sicer z retro pridihom, peljete nas preteklost. Ja, starejše generacije so kar navdušene. Drugače pa za video zadolžen Nik. Prav tako je bila osnovna ideja komada njegova, je prišel s tem komadom v band, se pravi Bobnar. Tako da tokrat malo drugače. Matija, prej si že omenil, da ustvarjate naprej, najavljaš tudi album. Imate že kakšno časovnico? Mislim, da lahko najavimo že datum za nek album, vsaj približni. In sicer to bo v začetku leta 2026, ker muzike imamo že nekaj časa dovolj. Ampak kot sem rekel, smo pač si mogli tak tempo izbrati, da se ta muzika nekje ne izgubi v neki črni luknji. Tako da smo postopno si vzeli cajt in naslednje leto pa res prvi Harpier dolgometražni album. Do takrat pa še nekaj singlov. Nekaj še sigurno. Bo pa sedaj ta nova tudi v našem radijskem etru, zato bomo preživeli še 2000 let. Zadnje cajte nam malo slabo kaže. Upam, da se vse izteče najboljše možno in da ne bo prevladala človeška neumnost, ampak tiste boljše vrline človeka. Poslušalci, z vami smo skupina Harpier in poslušate oddajo Radioaktivno.
znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radioaktivno ter podcastu. Radioaktivno. Zalepilo se svetlo na tvoj osmeh. Senke nosim kao ukras u kosi. Tvoji hodi zaoju meni glad dok se rušim da želim da jašem kroz mrak. Po meni pada kiša, ja je pijem u čašama, bili su komadi stakla. Deca skaču sa krova na krov dok se vreme izliva iz nas. Kao da smo beskrajni, ništa ne brojimo, sve dok postojimo. Ljube nas oblaci, sve dok postojimo, ništa ne brojimo. Ja sam voda, a ovaj svet je most. Ovo je kuća ljubavi, ja sam gost. Cvetovi izdisali su kišu grada, maglenim šaptajem sastanka nevoljenih. Ne budi hodočasnike samoće dragi, predviđene sećanjima od kojih smo bežali. Ne čekaju u tišini mira, veličinu dodira ka istini traže. Zlatnim nitima spajaju snovi, nečujno klize zaboravljeni. Kao da smo beskrajni, ništa ne brojimo, ništa postojimo. Ljube nas oblaci, sve dok postojimo, ništa ne brojimo. Ja sam voda, a ovaj svet je most. Ovo je kuća, ljubavi, ja sam gost. Ljubavi, ja sam gost. Leila Aleksandra nadaljuje svojo ustvarjalno pot z novo skladbo Zlatna. Tokrat je skladba napisana v srbščini, zazveni pa kot oda življenju. V nadaljevanju ne prislušajte. Mehanike. Kmalu v etru. Šesti, ki so zmedeni. Glasbeni gost. Šesti, Krištof oziroma Kičo pa z mano zdrava. Pozdravljen. Kako to, da ste izgubili metek? Ja, to je zdaj najbolj aktualna zadeva trenutno. Nekako smo se odločili metek drop narediti. To govorimo za vsem, kar lahko, da se čim prej razve. Se pravi, v kratkem je na tak način mišljeno, da brez metkov je svet lepši. Se pravi, da ne nosimo tega v svojem imenu, s čimer se ne strinjamo, vojnami, pač s temi stvarmi, ki se zdaj dogajajo, smo preprosto metek prečrkali in ostali samo šesti. In v poletje ste kot šesti stopili z novo skladbo naslovljeno Zmeden. Tako je, zmedeni smo vsi, še posebej na ta, bom rekel, neke pasje dneve, ki so danes, kar se tiče vročine, ampak v osnovi tudi na nek način nagovarja besedilo Zmeden, da smo pač v tem trenutku vsi zmedeni. Zmedeni smo kot družba, zmedeni smo kot band, v bistvu iščemo non-stop neke prave smeri, ampak v osnovi pa je to glih čar, da lahko vsak del svoje zmedenosti prelije v komad in se rodi pač to, kar se je rodilo, na kar smo zelo ponosni. Torej smo razklane, tako in drugače, med bliščem in bedo. Tako.
Besedilo samo govori o tem, če se poglobimo v njega, zmedenosti, sodelovala smo kar oba člana, Klemen velika večina, basist z besedilom, potem pa še par stvari jaz. V osnovi pa smo vse skupaj spakirali kot celi band, kot vedno, in je v bistvu Mozaik zasluga vseh, ampak res smo tukaj ujeli neki naš pravi zvok, na katerega smo ponosni trenutno zelo in bi radi pokazali širni Sloveniji vsak detajl. Ja, kot si že dejal, vse več je zmedenih, se ne nazadnje to pove tudi vaš vers. Živim zmeden v redu, s koleni v ledu, z možgani v prvem razredu. Točno tako. Zmeden v redu ima nek skrit pomen, se pravi, ni, da si v redu zmeden, ampak da si zmeden v redu. Če je vse v škatlico, če je vse zloženo, če je vse v nulo, se ne znajdemo na tem svetu. Nek del nekega kaosa vseeno človek potrebuje, še posebej, če si pod narekovaj umetnik, rabiš razmetano sobo, rabiš razmetana besedila, da nekako po nekem čudežu se ti zložijo v linijo in potem tisto zagrabiš, primeš kitaro, se dobiš z bendom in narediš čudež. To lahko vidimo tudi v videospotu, ki spremlja skladbo. Točno tako. Zmedeni smo bili glede scenarija, zmedeni smo bili glede, kje bi bili, kjera lokacija, ampak na koncu se je z režiserjem Maticem Gabrielom vse skupaj tale zmeda zopet poravnala z zvezdami in bom rekel, smo res ponosni, ker se je v eni stari tovarni, kjer smo lovili nek izgled Peaky Blinderov, kot mogoče kdo opazi, tale znana nadaljevanka v angleških mafijaših, in smo v bistvu na tak način se skupaj zapakirali, ker se je kar samoumevno pokazalo, kaj bi bilo tam najbolj smiselno, in res je, res vas vabimo za ogled videospota na YouTubeu. Krištof, bo potem zmeden tudi album? Tako, album, 11 zmedenih komadov na albumu, ki ga želimo pokazati nekje jeseni. To je naš zdaj največji cilj, urediti vse grafike, narediti še kak videospot in pokazati celoto, ki je nastajala res dolga leta, tudi skozi vse različne sestave benda, tako da res upamo, da bo tole jeseni pokalo in pokažemo tudi na kakšnem odru. Bo pa sedaj pokalo tudi v našem radijskem etru, kajti skladba prihaja med poslušalce, zato si oziroma sva zmedena. Ja, upam, da ti nisi preveč zmeden, ker imaš odgovorno delo, muzičari pa smo včasih toliko nagrajeni, da se lahko pustimo malo zmeden biti, ampak vseeno, najlepša hvala in hvala, da poslušate tale komad Zmeden od 6. Hvala. Spet pošilja se
Jaz sem Leopold I in vi poslušate Radioaktivno. Svoja sporočila, ki so by the way močna, ne? Včasih tudi zelo močna, ne? Svetu sploh predal tako učinkovito, ne da bi jih zavil v nek celofan nekega nastopaštva, v neko formo, ki je več kot to. Ne? Ja, mislim, specifična vrsta nastopaštva je rap. Ne? Nimam problema s tem, da sem na odru, nimam problema rapati, performati svojih pesmi. Bolj imam probleme z vsem, kar je okrog tega. In okrog mene se je zgodil en vrtinec te zabavne industrije, ki me je začel srkati v sebe in ki mi povzroča ful anksioznosti. Leopold I. Še vedno sem tu, še vedno isti. Samo ene par stvari sem mogel dati skozi. Čas, ka pihnem prase zaprašenih zvezkov. Leto sem podpisal več pogod kot spisa tekstov. Resno, poker face na obrazi fasade in izdaja račune na mesto nove komade. Glej, vsaka stvar te stane, leto služim kak MC, a zgubljam se v slepečen sloj odrskih liči. Ker več je poslov, več skrbi, več je dvomov in pritisk prihaja zdaj z vseh strani. Pa pravijo mi, jahaj val, potrgaj vse plodove. Ne razmijo, ka sami smo povzročili te valove. Zato pa tudi zdaj, če kdaj uživam te sadove, vedno pazim, kaj iz starih peč potem zgojimo nove. In vidim to zavist, pribili bi na križ me zdaj, ker snemam te reklame in ne delam za drobiž več zdaj. Pa je izdal sem sebe, pravi folki, čeka kiksnem kdaj. Nič mi ne pomeni, ker nikoli ne da mi nič nazaj. Pa kaj bi radi, celi život bi ja broke, zdaj pa delam kar manj rad. And I let it fucking show. Spreja par napačnih odločitev, slabi posel, ampak v retrospektivi na vse sem fucking ponosen. In ne pišem rad o sebi, ker komentiram družbo. Samo to ti je za vas, ki Facebook jemljete za službo. Jaz sem pusta šiht, tvega vse kar meja sem. Na srečo neklih dosti in na srečo s tem uspeja sem. Ker meja turico MK-a sen, ne naslaja na trofeja se, ker delam še. Moj opus se začeja je in meja je, leto to nebo nad meno. Jebe sceno, s platami bom pokrija steno za sebo, ker me glasba osvobaja. Verjem v to idejo, medtem ko neke varde rade stražile bi mejo. Mi smo štartali turnejo, zdaj po noči smo pod fleši in hodimo domov, ko folk dopoldne ide k meši. Daj mi še enega natoči, pimo dočik, ne smo mrtvi, taka gradgo na ponoči. Čutim to vročino mesta, čelo manj že znojno, žarišča vse posodi, kdo nas vodi v novo vojno. Je udoben život vreden več kot lastno dostojanstvo? Je rap samo še postel ali še vedno je poslanstvo? Občutek nemoči me spravi spet za majk, gledam mitota pa zdi se mi, ka tip je hack na life. Piše pesmi, ker jih more, ne pa ker jih mora. Z malo klorofila, zim zelene kot folklora. Moja predskupina so medtem dečki fozen tregarjih. Sploh došteka, kaj sem vse poveda glih. Walter Apova modrost pokaže se čez leta, ko sem stara barska pevka, ki nobeden je ne šteka. Opet še en špil, ob kjerem zgubljam so ljubezen. Še en kinder špil, spet sem skip nanesen. Včasih se bolj zbudiš, pa se gledaš špegel, pa ne veš, koga gledaš, ne? Ja. A gledaš sebe ali gledaš tisto, kar bi radi videli drugi? Kaj pa boljš? Biti to, kar si, ali tisto, kar drugi hočejo? Verjetno je lažje biti tisto, kar drugi hočejo za potrebe podjetja, za tvoj notranji mir, pa je ravno nasprotno. Dragi Leopold I, nared karkoli, samo ostani to, kar si.
Leopold I predstavlja novo skladbo hitca Ne preslišite še? Mehanike in njihove komedije. Glasbeni gost. Mehanika, Boštjan, zdravo. Lep pozdrav od vseh mehanikov, od vseh treh. Ste črni vek pregnali? Ja, črni vek je pregnan. Zdaj pišemo o svetlobi in o pozitivnih stvareh, o smehu in komediji, čeprav je tudi to tragikomedija. Naslov zveni obetavno, ampak po vsebini pa, kot si dejal, tragikomedija. Ja, mislim, malo poskušamo, pač samo od sebe pride tako, da ko pišem komade, v bistvu, kar se besedil tiče, da spremljam, postavljamo gledalo družbi, v bistvu noro je, no. Mislim, človek, ki hodi v službo, hoče vzeti stanovanje, gre na banko in na banki mu dajo, ne vem, da bo v 20 letih, 30 letih mogel odplačati praktično 3 stanovanja, a ne, se pravi, res je bolano in res je noro in res je tragikomedija v tej družbi in ne gre drugače, kot da ne bi malo pozorili na to, no. To so čare liberalnega kapitalizma. Ja, liberalni kapitalizem v bistvu je, ne vem sploh, a ima še sploh smisel poimenovati karkoli. Jaz mislim, da je treba, da bo potrebno ali eno novo paradigmo, ne, ki ni noben izem, ampak dejansko narediti recimo banko v osnovi, ki bi bila neprofitna in bi ljudem posojala denar za minimalen strošek, da bi si sposodil, da si lahko kaj ustvari, da si lahko stanovanje kupi in tako naprej, glede na to, kakšne plače so, da ljudje praktično za Jurja 200 živijo, medtem ko po drugi strani si pa eni bašejo denar v žepe, res pohlep, ne poznam meja. Skratka, me kar razkuri, no, ko takole razmišljam, tako da poskušam čim manj razmišljati o teh stvareh. Sam se me dotakne, ne, tudi jaz hodim v službo, tudi jaz imam kredite, tudi jaz vidim, kak pohlep je in vsem nam je to čisto normalno, da so ti ljudje toliko pohlepni, da ti jemljajo toliko stran od obresti in tako naprej. Tako da ja, tako kot si rekel, ne, liberalni kapitalizem, v eni točki bo to vse neka zgodovina, ko bomo rekli, pa kako smo lahko sploh tako živeli, ne. Sam se bojim, da bomo rabili še 1000 let, preden bomo do tja prišli. To je še en izem, namreč iluzionizem, ki pa mu vlada idiotizem. Ja, bravo. Si vse povedal, jaz bom dodal sam še piko. Video podoba je tudi dodana na skladbe. Ja, video je v bistvu kar direkt v studiu, ko smo snemali, smo se malo drugega snemali, nismo nič fejkali, nobenih vrtnic ni po poslici, nobeden se kaj preveč ne smeji v kamero, nobeden ne vleče harmonike, v glavnem, skratka, dejansko tisti trenutki, ko smo snemali, so zajeti in upam, da vam bo to všeč poslušalci, če ste šli na YouTube pogledati, recimo mehanika.si je naša spletna stran, pa vas vabim, da si pogledate Komedija je naslov. Torej tudi ni nobenih solza. Nobenih solza, smo čist fokusirani na snemanje in v bistvu se prvo nič ne smejimo, zato ker sam razmišljaš o igranju, ne, da boš prav zaigral, da se bo v redu posnel. Tako da, ja, to je to, no, to je spot in smo nekako poskušali čim snej čez prijeti, B, čim manj fejkat, pa čim manj se afnat, pa po postlih vlačiti z ženskami, pa z vrtnicami, a ne tako, kot so to delali 15 let nazaj, je bilo to popularno. Pač, ne vem, ti cajti so mim, se mi zdi, da ne bom fejkal več za benga, ne, mislim, jaz se bližam 50, če ti všeč moja muzika, posluši, če ne pa z Bogom, ne, tako da tisti, ko mu je pa všeč moja muzika, pa res ga pozdravljam, pa še za pivo mu dam. Ne. Boštjan, sedaj je tu komedija, sledi potem tragedija? Ne, absolutno tragedije ne bo, se pravi, mi samo postavljamo ogledalo, no, in ni pa nujno, da jemlješ tako komad, a veš, lahko je pa komad čist, ga vzameš kot, ne vem, neki funny, ne, ker v resnici je besedilo žalostno, melodija relativno žalostna, a ne, sam komad pa totalno happy, pa srečen, pa vesel.
Tako da res en spekter, cel spekter občutkov lahko doživiš, ko to poslušaš, in če se ne fokusiraš na besedilo, ga lahko vzameš komad čisto kot neko veselje in veselico za v petek zvečer, ko se ga greš nabutati ali pa, ne vem, ko greš teč, karkoli pač počneš rad. Tako da tragedije ne bo zanesljivo. Bova pa sedaj ta aktualno skladbo na veselico tudi poslala, zato Boštjan, pošlji nam komedijo. Dogovorjeno, zmenjeno. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Boštjan, ki sem slišano povezal celoto, vas vabim, da se mi pridružite tudi prihodnji teden, ko se oglasi Veronika Strnad. Danes je nov dan, za majhne radosti, zvezda mi na poti. Za konec še Inmate skladbo Let the Dead Bury Their Dead, ki je naslovna pesem aktualnega 6. studijskega albuma. Skladba izraža notranji boj posameznika, ki se sooča z odločitvijo med udobjem znanega in izzivom neznanega, ter poziva k pogumu in odločnosti pri iskanju resnice. Pozdravljeni, mi smo skupina Inmate in vi poslušate Radio Aktivno.